V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, mir z vami. Spoštovani in dragi vsi navzoči, spoštovani naš škof Jurij, predstavniki vojaškega viktorijaka, predstavniki vseh veteranov, praporščake iz italijanske skupnosti Butrije, cerkveni pevski zbor Leopakal, glasbeno skupino Trio Veteran Nova Gorica, našega novogoriškega župana dr. Klemena Miklaviča, gospoda župana iz Šempetra Milana Turka, gospod podžupanjo Pavlico, oprostite, če koga tudi nisem pozdravil, ker nisem vedel ali nisem videl. Torej vsi prisrčno pozdravljeni pri naši svetogorski Materi Božji, pri Materi, pri kateri smo vedno lahko doma, ker smo lahko taki, kot smo, in tukaj še posebej hvaležni za to, da se zahvalimo vsem v naši zgodovini, ki so bili pripravljeni se boriti in mnogi tudi darovali življenje za našo domovino. Naj jim bo Bog iskren plačnik, mi pa, da bomo poskušali biti vsaj približno tudi njim podobni, iskreno obžalujmo vse naše grehe, slabosti in si obljubimo, da se bomo prizadevali za vse, kar je dobro in lepo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, beseda in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
neskončna modrost. Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Usliši nas, ko te prosimo za našo domovino. Vsem, ki so odgovorni za skupno blaginjo, nakloni pravo modrost, nam državljanom pa daj poštenje, da bosta med nami sloga in pravičnost in bomo tako živeli v miru in blaginji. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža, marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica. Nikoli ne bo prezrl prošnje sirote, ne vdove, ki toči in toči solze. Kdor vdano služi Gospodu in mu je po volji, tega bo sprejel in njegova prošnja bo segla do oblakov. Oblake predre molitev siromaka, ne bo se potolažil, dokler ne pride blizu, ne bo odnehal, dokler se ne bo nanj ozrl najvišji, dokler ne bo pravičnim sodil in razsodil. To je Božja beseda. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Odslej je zame pripravljen venec pravičnosti, ki mi ga bo tisti dan dal Gospod, pravični sodnik. Pa ne le meni,
marveč vsem, ki z ljubeznijo pričakujejo njegov prihod. Ko sem se prvič zagovarjal, mi ni nihče stal ob strani. Vsi so me zapustili. Naj se jim to ne šteje v zlo. K meni pa je stopil Gospod in mi dal moč, da sem oznanjevanje dopolnil in da so ga slišali vsi pogani. Rešil me je iz levjega žrela. Gospod me bo osvobodil vsakega zlega dejanja in rešil v svoje nebeško kraljestvo. Njemu slava na veke vekov. Amen. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus nekaterim, ki so bili prepričani, da so pravični in so zaničevali druge, povedal tole priliko. Dva človeka sta šla v tempelj molit. Eden je bil farizej, drugi cestninar. Farizej se je postavil in pri sebi molil takole. Bog, zahvaljujem se ti, da nisem kakor drugi ljudje, grabežljivci, krivičniki, prešuštniki ali tudi kakor ta cestninar. Postim se 2-krat na teden in 10% dajem od vsega, kar dobim. Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel dvigniti proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: Bog, bodi milostljiv meni grešniku. Povem vam, ta je šel opravičen domov, oni pa ne. Kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižen, in kdor se ponižuje, bo povišen. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, najprej pozdravljam vso samostansko družino tukaj na Sveti Gori, patra, rektorja cerkve Bogdana in vse ostale. In potem se pridružujem z veseljem vsem pozdravom, ki so bili tukaj že na začetku izrečeni. Prisrčno dobrodošli in želim vsem milosti in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Mislim, da je letos, če se prav spominjam, 10. da imamo tukaj tako to mašo za domovino tukaj na Sveti Gori ob tej lepi priložnosti obletnice teh naših spominov izpred 30, 31 ali 32 let. Tam okrog se vrti, več reči se je tako zgodilo. No in letos imamo posebno okoliščino, ki verjetno ste mnogi že za njo slišali, ste jo opazili, da danes je god svetega Janeza Pavla II., ki je toliko lepih reči, 2-krat je bil pri nas in tako, in se ga še posebej z veseljem spominjamo. In je umrl sicer 2. aprila leta 2005 in običajno se potem slavi god papeža, ki postane svetnik, na tisti dan, ko je umrl. Ampak ker je ta 2. april pogostoma pride v postni čas ali pa v veliki teden celo in tako, in tam so godovi potem nekoliko
malo odmaknjeni, ker je to tako močan letni ta čas crkvenega leta. In zato so se dogovorili na kongregaciji, da bi bil liturgični spomin svetega Janeza Pavla II. Na dan, ko je uradno sprejel papeško službo. Kakor veste, izvoljen je bil 16. oktobra in potem na 22. je pa to podpisal in tako. No, torej danes je njegov god in se ga to z veseljem spominjamo. Leta, to je bilo 1978. Se spominjam, da sem tam sam takrat bil na trgu, ta veličastni spomin. Nikoli se ne pozabiš take reči, kako se je ta postopek razglasitve takrat odvil. Torej, dvakrat je potem obiskal Slovenijo, kakor vsi se spominjamo. Prvi obisk je bil od 17. do 19. maja 96. Slovenijo kot Slovenijo takrat in nekako geslo, s katerim je prišel med nas, je bil oče potrdi nas v veri. No in takrat je bil tudi v Postojni pri nas. Ne? In imate, verjamem, mnogi toliko. Se spominjate, kako lepo je bilo tam na letališču, zlasti, ko so mu obesili, imel rojstni dan, ravno v tistem času. In kako so mu obesili tisto kito, šmarnice, 5 metrov dolgo kito, tako debelo šmarnico okoli vratu. In samo sem se bal, da bo papež padel skupaj, ker šmarnice so prehude. Za srečo je malo veter vlekel, tako da je ostal po koncima, drugače bi bil tu pregotovo preveč. No in takrat je rekel, več takih lepih korajža velja, je rekel, papež ima vas rad in takšne reči. Silno zanimiva ta. In potem, ko sem bil leta 2001, ko smo bili vsi ta novi škofje dol na tem takšnem tečaju, recimo, smo bili tudi pri njem, vsak posebej, nas je bilo velika rajda, 153. In vsak je stopil tako lepo do njega, tja, pa rekel 2 besedi, nisi mogel dosti. No, jaz sem prišel, jaz sem rekel, sveti oče, prihajam iz Slovenije, iz Kopra in vam prinašam pozdrave od naših ljudi, naših vernikov. Ja, je rekel, sem bil, je rekel, v Postojni in imate lepe jame tam, je rekel, nisem bil noter, ma so mi rekli, da so lepe. Ma pomislite, sredi 100 vrste v hipu je povezal Koper s Postojno in s Postojnsko jamo in vse takar raznežil se je. Tako sem bil vesel, več si mislite, kako lepo je to bilo. Torej, to je bil prvi obisk potrdi nas v veri, no in potem drugič, kakor veste, pa je bil leta 1999, da si lahko zapomnimo, je bil pa v Mariboru za razglasitev blaženega Slomška našega, ne, tako lepo. Torej, imamo lep spomin na nebo, no in danes je njegov god in se ga z veseljem resnično spominjamo. Torej, sveti sedež je 13. januarja 92, ravno je bilo letos, je 30 let, ne, če 92. Med prvimi državami, kakor vemo, priznal samostojno državo. In to priznanje seveda bilo odločilnega pomena tudi za ostala priznanja. Potem ni bil prvi, ima med prvimi in tu seveda ima svojo težo zlasti, kar se tiče priznanja potem tudi ostalih, zlasti tukaj evropskih držav. Ne. No in 2 dni zatem, torej 15. januarja, je pa takratni nadškof, predsednik škofovske konference, Šuštar, ki je tudi, on je bil takrat, lahko rečemo, evropsko znan človek, ker je bil toliko let v Švici, predsednik tajnik vseh škofovskih konferenc iz Evrope, to je bila. On je imel v rokah toliko reči, predvsem pa je poznal, vse je poznal, ker jih je srečeval vsako leto, večkrat na leto in dejansko je bil znan tako v cerkvini, kako tudi v civilnih krogih. No in on je takrat potem čez 2 dni po priznanju svetega očeta dal eno lepo izjavo,
je vredna, da se jo spomnimo in tako se mi zdi zelo živahna in primirna tudi za naše današnje čase čisto lepo. Mednarodno priznanje samostojne suverene države Slovenije je edinstveni dogodek v zgodovini slovenskega naroda. Splošnemu veselju se pridružuje tudi škofovska konferenca in izreka svoje čestitke ter najboljše želje vsem državljanom in vodstvu naše mlade države. Prepričani smo, da je ob mednarodnem priznanju državo Slovenijo priznal tudi Bog sam. Zato na njo kličemo poseben Božji blagoslov. V tem trenutku se s posebno hvaležnostjo spominjamo vseh v naši sedanjosti in bližnji in daljni preteklosti, ki so ta izjemni trenutek pripravljali s svojim kulturnim, političnim, socialnim, gospodarskim, vzgojnim in tudi verskim delovanjem. Mnogi so za demokracijo in svobodo, ki smo jo doživeli, veliko pretrpeli ali celo dali življenja. Iskreno smo hvaležni vsem, ki so kakorkoli prispevali, da smo dočakali ta lep dan. Svoje priznanje izrekamo političnemu vodstvu naše države, ki se je v teh zadnjih časih za to posebno prizadevalo. Veseli smo, da so med temi zaslužnimi ljudmi tudi mnogi člani cerkve. Vse spodbujamo, da svoje delo nadaljujejo v nesebičnem služenju domovini. Prav tako se zahvaljujemo vsem prijateljem po svetu, našim rojakom in drugim, ki so nas razumeli in nas podpirali v naših upravičenih prizadevanjih. S posebno hvaležnostjo se spominjamo vsega, kar so za mir in našo samostojnost naredili papež Janez Pavel II in njihovi sodelavci, ki so 13. januarja 1992 priznali Slovenijo in Hrvaško. Mislim, hkrati je bilo oboje. Z doseženim mednarodnim priznanjem smo obrnili stran narodne zgodovine. Pred nami je zahtevna prihodnost. Od nas vseh terja medsebojno spoštovanje, kulturni dialog, odprtost in razumevanje, slovo in pošteno sodelovanje. Mednarodno priznana slovenska država bo imela svoj pomen predvsem tedaj, če bo pospeševala ne le svoje gospodarsko in politično uveljavljanje, temveč tudi duhovno blaginjo, kulturni, moralni in verski napredek vseh naših državljanov. Zato se hočemo prizadevati tudi v prihodnje k temu delu v suvereni državi, vabimo vse katoliške vernike in vse druge sodržavljane v zaupanju za Božjo pomoč. Alojzij Šuštar, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik škofovske konference. To je bila ta njegova izjava, ki resnično je tako uporabna in z veseljem se spominjamo te njegove. Bi dal še, dragi bratje, še eno kratko misel v zvezi. Prebrali smo, da berila, ki se bodo brala jutri, ki se berijo na jutrišnjo nedeljo, 30. nedelja med letom, in nocoj je pa ta vigilija, tako da je to zelo v redu, da ta berila preberemo. In vsa tri, kakor imate v spominu, vsako na svoj način, nekako nas nagiba, nas vabi, nas spodbuja, ravno k temu, kar smo prebrali tukaj v tem, na koncu tega sporočila od nadškofa Šuštarja, da je potrebno, da skrbimo tudi za duhovno blaginjo, kulturni, moralni napredek vseh naših državljanov in tako. In tukaj vidim naš prispevek, gledajte, zelo iskreno in zelo z veseljem, tudi ta naša srečanja. To je naš posel, kot verniki, kot člani katoliške cerkve, je naša prva dolžnost, da skrbimo za to duhovno blaginjo, vidite, da te vrednote, duhovne vrednote, ki so splošno človeške, ki niso niti ne samo krščanske, ampak že po naravi take, da so pisane človeku na kožo, da poskušamo te reči najprej med sabo, v sebi, potem pa tudi, kolikor se da v javnem življenju, lepo pripeljati do izvajanja, do tega, da se vse te reči lepo uresničujejo. V prvem redu smo slišali, kako je upitje siromaka pride do svojega namena, zelo. To je taka dobra stvar. Verjamem, da imamo vsi take izkušnje, veste, da imamo en lep pregovor, ki pravi, greh se od neba odbije.
pade nazaj. In nasprotno, prošnja siromaka slejko prej, to piše že Mojzes, ne delajte krivice, da skrbite za red in pravico, ker če ne, bo sirota upila k meni in jo bom uslišal, piše, in boste plačali za vsako takšno reč. Vidite, te reči mogoče včasih malo vidijo, nismo tako, a je lepo, da se jih spominjamo. In potem v drugem delu smo že apostola Pavla, kako on je bil že star, tu je bil že precej, dobojeval sem boj, tek dokončal, vero sem ohranil, to je takšna lepa misel. Vidite, za vsak večer lahko pravzaprav človek tu reče, ne? Današnji boj sem dobojeval, današnji tek sem dokončal, vero ohranil, upanje, ljubezen ohranil, gremo naprej z velikim veseljem. Tako. In v Evangeliju smo slišali, kakšna je ta prava drža pred Gospodom, vidite, ta lepa, skromna, pravilna drža, in to je vedno naš namen. No, in sem torej še enkrat z veseljem, resnično z veseljem pozdravljam, saluto molto cordialmente anche ai nostri amici dal Butrio, sono molto lieto di vedervi di nuovo ogni anno, così siamo molto contenti di stare insieme e di festeggiare le nostre feste. Dragi, še enkrat vas lepo, resnično z veseljem pozdravljam, želim lep današnji večer, pozdravljam posebej, naj pozdravim naše pevce, ki nas vsako leto tako lepo spremljajo, ali njihovega dirigenta Lojzeta Takobala, moja sošolca, in vam želim lep današnji večer in jutri lepo nedeljo in potem lep teden, ki je pred nami in tako dalje. Naj vas spremlja Božji blagoslov, naj vas spremlja dobra volja, naj nas spremlja to lepo ozračje, ki ga vedno znova tako preprosto in tako iskreno ustvarite vedno, ko se tukaj najdemo. Sem vam hvaležen in vas še enkrat lepo pozdravljam. Amen. In sedaj bomo izpovedali vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. Jezusa Kristusa, edinega, ki je Gospoda naša, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncem Pilatom, križan bil, umrl bil, v grob položen, šel pred pekel, tretji dan mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, on bo prišel soditi žive, mrtve. Verjam Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. In sedaj prošnje, bratje in sestre. Stopimo ponižno pred Gospoda in v prošnje za vse potrebe prosimo. Podpiraj cerkev na Slovenskem, da bo zvesta svojemu poslanstvu sodelovala z vsemi ljudmi dobre volje. Prosimo te, usliši nas. Usmerjaj voditelje slovenskega naroda, da si bodo prizadevali za pravičnost in mir v naši državi. Prosimo te, usliši nas. Varuj in podpiraj delavce, kmete, uslužbence in uradnike, da bodo dobro opravljali svoje delo. Prosimo te, usliši nas. Varuj svet, posebno pa našo domovino, vojske, nesreč, poplav, požarov, potresov in vsega hudega, ter nas pripelji k resnični blaginji in svobodi. Prosimo te, usliši nas. Podari nam složnost, da si bomo skupaj prizadevali za dobro in se bomo otresli starih zamir in sovraštva. Prosimo te, usliši nas. Našim narodnim in verskim voditeljem, žrtvam vojn in nasilja podeli večno srečo v družbi angelov in svetnikov. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, varuj našo domovino in vse njene prebivalce. Usliši naše današnje prošnje in daj, da bomo uživali sadove Tvojega blagoslova. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog Vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojemu imenu, v blagor z nami vsej svoji sveti. Dobri Bog, posveti ti darove in tudi nas sprejmi v duhovno daritev, da bomo vsem ljudem prinašali tvojo ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. In svojim Kvišku srca. imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da tebe, večnega vsemogočnega Boga, nenehno poveličujemo in se ti za vse zahvaljujemo po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Združeni v ljubezni obhajamo spomin njegove smrti, v živi viri spovedujemo njegovo vstajenje in trdnem upanju pričakujemo njegov prihod v slavi. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno pojemo. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa, ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
milost vire. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti krov življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali upanje na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli svetim Janezom Pavlom II. In vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekom. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Podari nam mir naših dneh. Usmeni nam pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, poslal si Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen in mir. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trde umiranje vodi v polni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
Božje, ki odjemne grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš meni, ampak gre se le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim, da jagnjetovo gostijo. Molimo. Nebeški Oče, bili smo gostje pri mizi ljubezni in edinosti. Naj s tvojim delom, ki si nam ga zaupal, skrbimo za primirno življenje med nami in z zaupanjem gradimo tvoje kraljestvo po Kristusu našem Gospodu. Amen. Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni besedi vabim župana Mestne občine Nova Gorica, Klemena Miklavčiča. Prosim. Spoštovani škof Juri, poseben pozdrav vam, v vaši družbi me vedno navdane ena radost. Spoštovani veteranke, veterani, spoštovani vsi prisotni, danes je tukaj maša za domovino. To je pravzaprav neke vrste hvalospev, hvalospev eni naših največjih vrednot, hvalospev miru. Je pa tudi priložnost, da se zahvalimo vsem, ki so trpeli, doživljali stiske, nas obvarovali v času, ko se je moral ta mir izboriti. Danes smo tu, lahko tvorimo skupnost, ustvarjamo blaginjo, se povezujemo, tvorimo zaupanje med nami, ustvarjamo kulturno, družbeno. Vse to je mogoče le, če imamo mir. Danes smo tudi slišali dve himni in ob nas sta dve zastavi. Tudi to je znak miru. Evropa, zelo turbulentna celina,
živi vsaj v svojem jedru v miru, na svojem obrobju pa ne še. Danes ustvarjamo skupaj z drugimi narodi skupnost blaginje, tudi z našimi sosedi, in dokaz temu je obisk naših gostov, un saluto particolare ai nostri amici da Friuli, da Butrijo, in tvorimo skupnost miru, skupnost človeštva, skupnost narodov in skupnost vseh v naši civilizaciji. Ampak to, da je danes tukaj Maša v cerkvi Marije Svetogorske, je tudi posebna priložnost. Priložnost za duhovnost, da v sebi dopustimo razmislek, da ga sprožimo, razmislek o naši skupnosti, o naši civilizaciji, o vojni in o miru. To ni samoumevno, to, da imamo mir, je tudi odraz naše duhovnosti. In pred nekaj minutami je škof omenil duhovno blaginjo. Skrb za duhovno blaginjo je po mojem mnenju temelj obstoja naše civilizacije. Ali bomo gojili in utrjevali duhovnost, ali pa nas ne bo več. Spoštovani, dobrodošli na eni naših najpomembnejših točk v mestni občini. Želim vam veliko duhovnosti in prijeten večer. Hvala. Spoštovane, spoštovani, vsem skupaj lep veteranski pozdrav pri 10. maši tukaj na Sveti Gori in v počastitev dneva suverenosti. Danes smo tukaj zbrani tudi zaradi spomina na dejanja pred 31 leti in spomina na tiste, ki so tedaj z znanjem, hotenjem in pogumom branili svobodo slovenske domovine ter samostojno in demokratično državo Republiko Slovenijo. V vsej svetovni zgodovini so redke generacije, ki so bile prisotne pri rojstvu svoje lastne države. Naša generacija je ena od teh. Vendar mi nismo bili samo prisotni, bili smo aktivni udeleženci njenega rojstva. In kar je še pomembnejše, to komaj rojeno državo smo odbranili z dejanji, orožjem, krvjo in tudi življenji naših sobojevnikov. Za takšno odločitev je Slovenija potrebovala stoletja generacij, potrebovala pa je tudi našo. Potrebovala je nas posameznike, ki smo se morali vsak zase in vsak posebej nedvoumno odločiti, državo braniti ali pa je nikoli imeti. Tisočletne sanje Slovencev o samostojni državi smo pred 31 leti uresničili za živeče generacije in za generacije prihajajo za nami. Obenem se pa zavedamo, da smo v trenutkih stiske in preizkušnje lahko sprejemali prave odločitve tudi zaradi naše skupne preteklosti, ki v sebi skriva več pogumnih kot strahopetnih dejanj, več poštenosti kot nečastnosti, več dajanja kot sprejemanja. Sicer bi kot narod na tem prostoru ne bi mogli tako dolgo preživeti. Nobeno zgodovinsko obdobje ni in ne more biti samozadostno. Vsako obdobje zaznamujejo in oblikujejo obdobja pred tem. Pred 31 leti se je slovenski človek pogumno, odločno in enotno, kot nikoli v svoji zgodovini, odločil kreniti na lastno pot. Ta pot je bila negotova,
vendar pa predvidljiva in obvladljiva. Na to pot smo pa lahko krenili, ker smo vedeli, kaj hočemo in kaj zmoremo. Spoštovani, danes smo tukaj na Sveti Gori pri maši za slovensko domovino, ki v duši dobro mislimo. Ne delimo se po političnih nazorih, obdobjih slovenske zgodovine in osebnega sovraštva. Sedaj vas vabim, da z minuto molka poštapimo spomin na vse, ki so v naši dolgi zgodovini za domovino darovali kri in življenja, pa tudi za preminule vseh vojn na našem slovenskem prostoru. Praporščaki, mirno! Čas, zdrav! Amen. Mor. Dovolite mi, da se zdaj v svojem imenu in v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo veteranov Nova Gorica zahvalim vsem, ki so pri pripravi, organizaciji in izvedbi današnje maše sodelovali in pomagali. Posebno zahvalo namenjamo koprski škofiji in škofu monsinjorju dr. Juriju Bizjaku, društvu veteranov policije Vipavske doline, vojaškemu vikarijatu, frančiškanom na Sveti Gori, pevskemu zboru Lev Pakav, našemu triju veteran Nova Gorica, Juliji Polanc in Janeju Klančiču, Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve Severno-Primorske, prisotnim praporščakom, predstavnikom območnih združenj veteranov vojne Slovenije Kanal, Brda in Zgornje Posočje, hvala vsem gostom in predstavnikom lokalnih skupnosti. Hvala predstavnikom Zveze združenj borcev za vrednote narodnooslobodilne vojne. Hvala predstavnikom Slovenske vojske. Hvala prijateljskemu artilerijskemu društvu iz Butrija v Italiji. Sedaj pa izročam zlato plaketo našega združenja Škofiji Koper. Vojaškemu vikarijatu, frančiškanskemu samostanu,
pevskemu zboru Levpa Kao. In srebrno medaljo našega združenja Dejanu Glavaču. Hvala. Lepa je, ker moja je, v sebi nosim jo, njene gore biserne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker potihem dobro vem, da odpre srce. Če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, njena smo mladina, je kot pesem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Mama, oče pravita, če bo šla od tod, vidi, tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer Jadran se z Alpami spleta v Mavrico, tam ljudje zaljubljeni so v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim,
moje veselje, veš moje želje, ljubil bi te. Zmeraj pri tebi hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me. Zmeraj pri tebi hotel bi stati, ljubljena mati, spomni se me. Kaj pa ti hočeš, sladka devica, sladka devica, da ti podam? Drugega nimam, srce mi vzemi, zna, da mi vzemi, tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zna, da mi vzemi, tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zna, da mi vzemi, tebi ga dam. Drugega nimam, srce mi vzemi, zna, da mi vzemi, tebi ga dam. Zna, da mi vzemi, tebi ga dam. Sedaj vas povabim, da zapojete z nami to slavnostno pesem goriških veteranov, ki po domače rečemo kar himna. Besedilo je, kot veste, napisal Srečko Lisjak, v glasbi jo je Andrej Plesničar in priredili smo jo trio veteran Dušan, Robi in Vladka. Pojte z nami. Na 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 na. Slovenska mati nas je rodila, slovenski oče nam je dal pogum. Slovenska zemlja nas je vzgojila, slovenske slave mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Na 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 na. Slovensko zemljo smo ubranili, prelili za njo smo slovensko kri. Zacvetela je svoboda prava, to zasluga je bojnih dni. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Goriški mi smo veterani, Sloveniji večno smo zavezani. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. Domovina, draga naša mila, zavedno tvoja, mi smo sila. In še blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti.
Sveti Duh. Pojdite u miru.